Ja, stari pregovor pravi, da je spanec boljši kot žganec. Kaj pa, ko se nikakor ne moremo naspati, ko se zbujamo utrujeni in slabe volje, ko se po noči nenehno prebujamo ali celo da niti zaspati ne moremo. A si zaspan? Ne, mal hica. To si pa prebrala s takim žarom, ne, kot da bi se čist sama sebi upisala. Ja, moj spanec je, odkar se mama res ni tako zelo trda. Ni kot žganec. Ni kot žganec. Ali je kot žganec? Neki na pol. Včasih je celo, veš, ampak odvisno. Ja, starševstvo seveda s seboj prinese tudi skrbi in nespečnost. O tem in drugih motnjah spanja bomo govorili z našim naslednjim gostom. Ki ga seveda že pozdravljamo v naši dnevni sobi. Dobro jutro, Emil Marinšek, poznavalec spalnih navad. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako globok in krepčilen pa je bil vaš spanec to noč? A globok je bil kar v redu. Bil je pa prekratek, ne? Prekratek? Ja, pač, da prideš na planet Venus, je zgodaj, je treba malo prej vstati in moje telo je tako, da rabi 8 ur in pol. In danes sem spal 7 in se že veselim jutranje kave. Čeprav, ne, moram povedati, da pitje kave, če je moškavo pit zato, ker da se zbudiš, to ni najboljš. S kavo ni seveda... Da se razumemo, s kavo ni nič narobe, pitje kave ni nič škodljivo, nič, ampak jaz ugotavljam, da če sem naspan, kave ne potrebujem, še zmeraj z veseljem seveda za užitek, ampak danes se bom porabil, da se zbudim. Koliko časa recimo potrebujemo za spanje? Vemo, da se vsak razlikuje med sabo, ker jaz poznam ene ljudi, ki rabijo 5 ur spanja in so zadovoljni in naspani, drugi pa spet 8 ur potrebujemo. Pa včasih lahko tudi preveč spimo, ne? Tudi preveč lahko spimo, ja. Svetovna spalna organizacija priporoča 7 do 9 ur. Jaz sem ravno letos na Svetovnem spalnem kongresu v Rimu, kjer so to obravnavali, je pa individualno. Sem pa tja, kdo lahko tudi s 5 urami čisto normalno funkcionira. Ampak baje po raziskavah je takih 0,5%. Za večino pa velja 7 do 9 ur. Je pa to individualno, ugotovimo pa to tako, da če ne rabimo kave, da normalno funkcioniramo, je že prvi indikator. Če mi, recimo nekdo, ki spi vsak dan 6 ur in če čez dan je spočit, lahko funkcionira, ne rabi kave, potem je verjetno spal dovolj. Če pa je razdražljiv, utrujen, rabi več kav na dan, vse to čutimo, vse verjetno vsi vemo, pravzaprav imamo to v telo ugrajeno, da vsi čutimo, če je bilo premalo spanja, čutimo, da nismo čista pravi, ni tiste energije. Tako da je individualna stvar, ampak nek okvir naj pa bo 7 do 9 in tisti, ki se hvalijo, da lahko pa samo 5, naj mogoče preverijo, koliko kav spijejo. Če pa funkcionirajo brez kav, pa je pa v redu. Ampak veste, kaj mi je bilo zanimivo, ko ste rekli, da se spalna higiena začne že zgodaj zjutraj oziroma dopoldne. Zdaj, kaj ste mislili s tem? Ja, zato, da bomo mi po noči spali, je pravzaprav dosti odvisno, kakšen dan imamo za sabo, ne? Nekaj osnovnih pravil za ta dan, za spalno higieno čez dan je, da bi morali že dopoldne biti na naravni svetlobi. Naravna svetloba ima nekaj tisoč luksov. V zaprtih prostorih imamo pa nekaj 100 luksov. In vsa naša telesa je ograjena tako imenovana cirkadiana ura ali biološka ura, bi lahko rekli bolj po domače, ne, ki nekako vse naše življenje se vrti okrog te cirkadiane ure, ki traja cirka en dan, zato se reče cirkadiana. Če bi nas zaprli globoko v jamo, za en mesec, teh testov je bilo po svetu narejeno ogromno, so ugotovili, da ljudje približno 24 ur plus minus 15 minut, v povprečju 15 minut dlje, ko traja 24 ur, vsem v tem ritmu živimo, ker imamo biološko uro. Tudi če je čista tema, nimamo nobene ure, telefona, nič, živimo v tem ritmu, ne. In narava je poskrbela, da, oziroma tak je pač naravni ritem, da dopoldne moramo biti na naravni svetlobi, da se to cirkadiano uro po domače povedano resetiramo, da telo ve, zdaj je dopoldne, zdaj je čas za aktivnost. Potem je ta spalna higiena čez dan tudi pomembna še z tega vidika, da je zelo, zelo dobro, da se vsak dan gibamo. Pa ni treba zdaj nujno na fitness ali pa na Šmarno goro že za dobro jutro. Zadostuje, da parkiraš avto malo 10 minut dlje, ni treba se gužvati ravno tam pred vhodom v službo ali pa nakupovalni center, ampak greš malo peš ali pa po stopnicah peš, zato ker telo, ki se je čez dan gibalo, bo zvečer bistveno bolje spalo. Tudi to je znano dejstvo. Zdaj pa, če se lotimo nespečnosti, zakaj prihaja do tega, mogoče, da recimo zvečer ne moremo zaspati? Kaj so glavni razlogi?
Vzrokov je lahko veliko, dva sem že zdaj navedel, se pravi slaba, v narekovajih, spalna higiena čez dan. Ne? Zelo pogosto so to psihološki vzroki, ker si enostavno naložimo preveč stvari. Lahko so vzroki tudi kofein, kava. Pitje kave po nekje 3., 4., 5. uri popoldne je absolutno se ne priporoča. Malo je odvisno od hitrosti metabolizma, kakšnega imamo, koliko hitro to telo izloči, ampak vsekakor pitje kave v popoldanskem času se ne priporoča. To, ko pride natakar po večerji ob 11. zvečer pa vpraša, kdo bi kavo, pa polovica ja reče, to ni zdravo. Pa tudi alkohol verjetno zvečer, ne? Alkohol isto ni zdrav. To ni zdravo, čeprav ljudje rečejo, veste, jaz pa zaspim. Seveda zaspiš, ker je bila utrujenost pa kozarček, ker se tudi malo spaval. Zaradi tega že zaspimo, ampak vse raziskave pa kažejo, da globina spanca pa kvaliteta spanca ni prava. Pa trpi, ne? Pa trpi in potem zjutraj ne vemo, zakaj smo utrujeni, v bistvu smo pa to sami sebi naredili z alkoholom, s kofeinom, pa tudi z drugimi stvarmi, recimo... Sem ravno hotel izpostaviti mogoče šport, ki je sicer zdrav, ampak vemo, da v večernih urah adrenalin še nekaj časa ne popusti in se težko umirimo in verjetno je tudi slabši spanec na račun tega. Intenziven šport v večernih urah z vidika spanca se ne priporoča. Priporoča pa se lahkoten, recimo, če nekdo gre ob 10. spat, pa bo med 7. in 9. enkrat šel za pol ure na sprehod, je to lahko koristno za spanec. Če bo šel pa za 1 uro za fitness, bo pa zelo verjetno ne bo koristilo. Kakšne zdravstvene težave pa se lahko pojavijo, če ne spimo dovolj? To knjigo priporočate vsem, da jo preberemo? Ja, to knjigo bi priporočal vsakemu, to je izjemna mednarodna uspešnica, prevedena v 60 jezikov, vsi strokovnjaki z področja spanja jo nekako smatrajo za Biblijo spanja. To je neka taka osnova, ki ljudje nekako premalo posvečamo, rečemo, vse spat pa znamo, ampak v resnici, ker nas to niso učili v šolah in ker je bilo to v prejšnjem stoletju sorazmerno zanemarjena tema, to šele zdaj nekje zadnjih 10-20 let, ko se je res to področje temeljito raziskalo in tudi znanstveno dokazalo, da pravzaprav posledice nespečnosti vplivajo skoraj na vse bolezni. Zdaj bi lahko naštel kar vse bolezni, od čisto teh vsakodnevnih, ki jih imamo, najprej sem take običajne težave, smo razdražljivi, tečni, stres slabo prenašamo, do pa seveda vseh ostalih, Alzheimer, diabetes, raki, pravzaprav seveda bi lahko vse bolezni naštel. Zakaj? Zato, ker telo, ki ni spočito, ne funkcionira optimalno, naš imunski sistem ne funkcionira optimalno in se razumete, potem pa bo vsak nekje drugje. Ni neposredno možno reči, če boš pa zdaj premalo spal, boš pa dobil Alzheimerja. To je odvisno od naše genske zasnove, od tega, kakšno je naše telo, od epigenetike, malo bolj komplicirano je, ampak v vsakem primeru slabo bo vplivalo, če bomo na daljše obdobje preveč spali. Na krajše gre, recimo. Na krajše gre. Recimo, da ne vem, imamo neko obdobje povečanega stresa ali pa mogoče zaljubljenost. To je pozitivno, ne? Znano je, da mame, recimo, vi imate 2 otroka, to ne bo bistveno vplivalo na vas na stara leta. Nekako telo zmore v mladih letih tudi par let slabega spanja nekako še zmore kompenzirati. Ne bi bilo pa dobro, da bi slabo spala 10-20 let, to bi se pa poznalo. Ampak recimo, če slabo spimo po noči, pa potem zadremamo čez dan, lahko nadoknadimo ta nočni spanec? Malenkost lahko, ja. Te power napi se imenujejo ali krepčilni dremeži po slovensko. To do neke mere pomaga, seveda. Nekdo, ki po noči je premalo spal, lahko po dnevi malenkost nadoknadi, se da. Ja, kaj pa starejši? Veliko krat slišimo, da tožijo, da slabo po noči spijo. A se potem z leti ta spanec tudi nekako zmanjša oziroma ni tako več trden? Ja. Ker stresu vse niso tako izpostavljeni. Znanstveno je dokazano, da sposobnost telesa, da zaspi, kako bi rekel, generira spanje, se pravi, da zaspi, enostavno z leti pada, tako kot vse ostale stvari. Staranje je zdaj uradno z vidika Svetovne zdravstvene organizacije tako razglašeno za bolezen, čeprav še tega nobena država ni, se pravi, v državah to še ni v nobeni bolezen staranje, ampak staranje samo po sebi prinese kup zdravstvenih težav in ena je ta, da težje zaspijo. Zato bi morali starejši še posebej paziti na to higieno spanja, ki je v osnovi, smo rekli, dopoldne na dnevno svetlobo, gibanje, ne se prenažirati pred spanjem, ne uporabljati elektronskih naprav, kot je telefon, ki nas zelo odblizu
obseva. Če že je boljše pogledati na televiziji, ki je umirjenega, če že ne moramo brez naprav, televizija je bistveno boljša kot telefon ali računalnik, ne brati nekih novic tik pred spanjem, da nas to ne znervira. Skratka, starejši, ker težje zaspijo, bi mogli bistveno več v to spalno kulturo vlagati. Mogoče za njih še posebej priporočamo to knjigo. Zakaj spimo? Zakaj spimo? Ampak kako pomembno je, da se morda, samo za zaključek, ravnamo tudi po naravni svetlobi. Torej, da gremo spat zvečer, ko se stemni. Zdaj vemo, po zimi je to pač težje, ampak vendarle, mogoče je to dober nasvet za starejše. Eden glavnih nasvetov sploh za zdravo spanje je, da imaš urejen ritem. Iti spat en dan ob 7 in dan ob 2 zjutraj je absolutno se ne priporoča. Čim bolj enakomerno med tednom in za vikend. Skladno lahko tudi, bi rekli, z naravno svetlobo, se pravi, mogoče poleti bolj ob 10, po zimi malo prej. Ne pomeni, da moraš med celo leto to zabetoniran, ampak to, da imaš pa vsak dan, cel teden, tudi za vikend, približno enak ritem, to je pa eden od osnovnih nasvetov za spalno higieno. Se pravi, svoj bioritem imeti čim bolj povezan z naravo, pa čim bolj enakomeren. Stresov telo ne mara. Ampak se mi zdi, da starejši, da zvečer prej hodijo spat, pa zjutraj prej tudi vstajajo. Ja. Ja. Zelo zanimiv pogovor, torej knjiga definitivno vredna branja, tako da najlepša hvala za obisk in pa ja. In dober spanec želimo vsem. Lepo spat. Hvala lepa za danes. Hvala vam za vabilo. Hvala. Ne spet